Lepa hvala za obisk v res krasnem številu, spoštovani novinarji. Kot je bilo rečeno, je danes za našo ustanovo en pomembnejših dogodkov v tej sodobni zgodovini, ki je počaščen z obiskom gospoda predsednika vlade in tudi gospoda ministra z ekipami. Tema, kot je bilo rečeno že, investicije v zdravstvo. Mi smo sedaj na sestanku govorili tudi o drugih stvarih, ampak tista osnovna tema je zelena luč za gradnjo prepotrebne in nadgradnjo prepotrebne onkologije v UKC Maribor. Uvodoma se moram zahvaliti gospodu predsedniku vlade, ki vse skozi ima velik posluh, vlaga velike napore in nam res izdatno pomaga pri teh naših ambicioznih načrtih. Ne smemo pozabiti, da z izdatno njegovo pomočjo je bil sprejet zakon o investicijah v slovenskem zdravstvu, ki je, bi rekel, eno zgodovinsko dejstvo za slovenski zdravstveni prostor in nam omogoča ne samo mariborski bolnišnici, ampak tudi ostalim bolnišnicam enormne napredke na področju investicij, gradenj in seveda ostalega drugega. Gospod predsednik vlade je seveda na številnih drugih področjih pomagal, ampak tisto, kar je pa v tem trenutku odločilnega pomena in z velikim veseljem obelodanim, včeraj je bil naš onkološki inštitut umeščen v državni proračun in s tem imamo dejansko zeleno luč, da začnemo vsemi aktivnostmi za to prepotrebno gradnjo. Govorili smo v okviru obiska onkološkega oddelka in naša velika želja je pred poletjem začeti z gradbenimi deli in tam nekje do leta konec 23-24 zaključiti z gradbenimi deli, čimprejšnja obnova, tudi oprema v to novo gradnjo in da bodo vsi bolniki Maribora, okolice, severovzhodne Slovenije imeli res kvalitetno obravnavo, visoko strokovno obravnavo, celostno obravnavo v našem lastnem oddelku za onkologijo. Zahvaljujem se gospodu ministru, s katerim v tem mojem mandatu 8 let res tesno sodelujemo. Malo sem se pošalil, da sem včasih kar naporen sogovornik in tedensko trkam na vrata, ampak res z njegove strani velikanski posluh, tudi podpora vsem našim prizadevanjem, da izgradimo UKC Maribor, ga razvijamo v en pomemben regijski center, ki bo primerljiv tudi z uglednimi centri v tujini. Na tem sestanku smo govorili o drugih investicijah, ki so pred nami, od selitve pljučnega oddelka, negovalne bolnišnice, obnove operacijskega bloka, urgentnega centra in še številne druge stvari in res čutimo podporo spoštovanih gospodov in za zaključek samo to, brez podpore gospoda predsednika, gospoda ministra, verjamem, da je bile to naše neke skrite želje, velike ambicije, uspelo nam pa ne bi. Zato še enkrat, spoštovana gosta, spoštovana gospod predsednik in minister, iskrena hvala za današnji obisk, iskrena hvala za vso podporo v lastnem imenu, v imenu UKC-ja, predvsem pa bolnikov severovzhodne Slovenije. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj. V zadnjih 2 letih sem bil večkrat tukaj v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Veseli me, da smo se danes prvič ne ukvarjali samo s covidom, ampak predvsem z investicijami, s tem, kako pomagati razvijati zdravstvo v tem delu Slovenije. Kot je rekel že gospod direktor, je
bil pred kratkim sprejet strateški zakon, ki odgovarja na ključne izzive slovenskega zdravstva za v prihodnje. Prvič v naši zgodovini so v nekem celovitem obsegu zagotovljena sredstva, v velikem delu iz evropskih virov, za nujno potrebne investicije v zdravstvo. O njih bo več govoril minister za zdravje kasneje. Njemu se zahvaljujem za to, da zakon, ko je bil sprejet, ni ostal zgolj nekaj zapisano v uradnem listu, ampak da so se takoj začele priprave za realizacijo. In kot je bilo malo prej rečeno, projekti se uvrščajo v nacionalne razvojne programe in za mnoge so izdana gradbena dovoljenja ali so ta dovoljenja v postopku pridobivanja, po hitrem postopku. In verjetno se nam prvič v zadnjih 30 letih obeta, da ne bomo spremljali neke znane sage poteka investicij v slovenskem zdravstvu, ampak da bo to dejansko poteklo transparentno in predvsem v realnem času. Zdaj gospodu direktorju, pa tudi strokovnemu direktorju in celotni ekipi Kliničnega centra v Mariboru pa se seveda na tem mestu tudi javno zahvaljujem za vse napore, ki so jih vložili v to, da smo obvladali COVID epidemijo. Univerzitetni klinični center Maribor je imel tukaj, bom rekel, nadpovprečni delež in sem zelo vesel, da tudi številni ostali programi, ki so se ponekod drugod bolj zatikali, tukaj niso stali in da ljudje niso bili prikrajšani za zdravstveno oskrbo, ko so bili prizadeti z drugimi boleznimi, ne zgolj s COVID-om. Zdaj, v prihodnjih letih bo v zdravstvo v Mariboru, vključno z medicinsko fakulteto, investirano na stotine milijonov evrov. Kot rečeno že prej, v veliki meri iz evropskih sredstev, ki smo jih izpogajali, bodisi v okviru načrta za okrevanje, bodisi v okviru 7-letne finančne perspektive. Poleg tega pa za te investicije namenjamo tudi znaten vir iz integrale, iz nacionalnega proračuna. V lanskem letu smo z gospodarsko rastjo, ki je realno presegla 8%, nominalno več kot 10%, realno pa več kot 8%. Toliko bom rekel, podčrtaj tistim, ki govorijo o inflaciji. Realna rast v lanskem letu je bila več kot 8%. To pomeni, da smo tudi bistveno znižali javni dolg v nacionalnem bruto domačem proizvodu in da smo s tem zagotovili znatna investicijska sredstva tudi iz teh domačih virov za investicije v zdravstvu. Kot je rekel dekan medicinske fakultete, je interes za študij medicine velik. Veseli me, da je medicinska fakulteta v Mariboru v tem času, odkar obstaja, in bitka za to, da je bila ustanovljena, je bila v slovenskem parlamentu kar težka. Usposobila več kot 1000 zdravnikov. Predstavljate si, kakšno bo stanje v slovenskem zdravstvenem sistemu, če tega ne bi bilo. In smo tudi zelo veseli ambicioznih programov te fakultete v prihodnje. Kot že rečeno prej, za študij medicine ta zakon o investicijah v zdravstvo za medicinsko fakulteto v Mariboru in Ljubljani zagotavlja 200 milijonov evrov, kar so sredstva, kakršnih za tovrstni študij v Sloveniji v primerljivem času še nikoli nismo imeli. Kot že rečeno, minister za zdravje več o konkretnih investicijah. Danes smo bili seznanjeni z načrti, s terminskimi roki. So ambiciozni, ampak ekipa, ki stoji za njimi, to zmore in ima tudi vso podporo vlade in ministrstva za zdravje. Hvala lepa. Spoštovani, najprej seveda najlepša hvala za vse povedano strani predsednika in pa direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Tisto, kar me veseli, je dejstvo, da po dve leti po začetku oziroma po prvi okužbi s COVID-om v Sloveniji COVID ni glavna tema.
kljub temu, da je še vedno med nami in da dejansko spreminjamo ukrepe na način, da z njim živimo. In kot odgovor na vse skupaj je seveda normalno življenje in tlakovanje naše strategije za bodočnost. Kot veste, sem pred dobrim letom nastopil funkcijo in moj glavni namen je bil in cilj opolnomočiti zdravstveni sistem, ki pa je, kot veste, v zadnjih letih tako infrastrukturno, organizacijsko kot tudi kadrovsko marsikje močno izčrpan in podhranjen. Osnovo za strateško planiranje in v izogib vsakodnevnemu gašenju požarov je prav gotovo postavil v jeseni sprejet zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v obdobju 2021 do leta 2031. Pa vendar to ni vse, to je samo eden od fundamentov. Prav tako je bil lani konec leta sprejet državni program za obvladovanje raka v obdobju 2022 do 2026 in tukaj je glede na porast obolenja v Evropi z vidika raka seveda jasno, da je potrebno slediti vsem smernicam, vsem priporočilom evropskih in tudi svetovne zdravstvene organizacije in krepiti programe na področju obvladovanja raka in v tem programu je že zapisano seveda, da na področju vzhodne Slovenije krepimo kapacitete za boljšo in lažjo dostopnost bolnikov z rakom do storitev, ki jih potrebujejo. Klinični center seveda stopa v ta proces realizacije številnih investicij, ki so nujno potrebne seveda za primerno, kakovostno in varno obravnavo zdravstva oziroma bolnikov, hkrati pa tudi za razvoj stroke na sekundarnem in terciarnem nivoju v severovzhodni Sloveniji. Brez razvoja stroke ni prihodnosti. Ko govorimo o programu onkologije v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor in v severovzhodni Sloveniji, je seveda treba povedati, da govorimo o dograditvi in dodatni izgradnji trenutnega onkološke klinike, ki ima ta trenutek 5000 kvadratnih metrov, pregradi oziroma nekoliko se rekonstruira v tem projektu dodatnih 1300 kvadratnih metrov, na novo pa se zgradi in namenu onkologije preda 7400 kvadratnih metrov. Projekt z izgradnjo in popolnitvijo z opremo je ocenjen na 57 milijonov evrov. Dejstvo pa je, da na ta način povečujemo kapacitete iz trenutnih 10 postelj, ki jih ima klinika, na 52 postelj. Z včerajšnjim sklepom vlade je seveda projekt uvrščen v načrt razvojnih programov in na ta način ima vso podlago seveda tudi za financiranje. To pa še zdaleč ni edini projekt investicijski, ki ga v tem obdobju načrtujemo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Zagotovo vsi veste za selitev oddelka za pljučne bolezni iz Slivniškega Pohorja. Ta projekt že aktivno poteka in na ta način bo v kliničnem centru Maribor na novo pripravljenih za ta program 1500 kvadratnih metrov površin. Projekt je vreden približno 4 milijone evrov in od tega 3,6 milijona evrov je bilo zagotovljenih iz evropskih sredstev. Ta projekt bo zaključen še v letošnjem letu. To je zelo pomembno in sicer mislim, da do sredine, se pravi do poletja. Morda še, kar se tiče projekta onkologije, tudi onkologija se predvideva, da se gradbeno-obrtniška leta zaključijo v letu 2024 in se čim prej popolni potem prostore z opremo in kar se da v najkrajšem možnem času prične z aktivnostjo, vendar praviloma v letu 2025. Kar se tiče seveda zgradbe na Slivniškem Pohorju, kjer smo do sedaj imeli pulmološki oddelek, bo iz seveda tega pulmološkega oddelka na tem mestu za prenovo nastala negovalna bolnišnica. Negovalna bolnišnica nekje z 52 do 56 posteljami na 3400 kvadratnih metrih. Projekt je ocenjen na 9 milijonov evrov. Približno 8 milijonov evrov pa je zagotovljenih iz evropskih sredstev iz programa REACT. Zadnje 2 leti smo seveda vedno znova govorili o
infekcijskih boleznih o COVID-u. In vsi skupaj smo spoznali, da seveda na temu delu razvoja zdravstva močno zaostajamo za tistim, kar je potrebno, da lahko sodobna družba, kar se da normalno, kljub podobnim izbruhom nalezljivih bolezni deluje. Tako je seveda v pripravi projekt izgradnje infekcijske klinike v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, ki bo, kar pa je bistveno, seveda najprej umeščal standard obravnave hospitalnega bolnika z infekcijsko boleznijo, kot si ga danes bolnik zasluži, kajti prostori, kjer danes se izvajajo infekcijske bolezni oziroma programi hospitalizacij bolnikov z infekcijskimi boleznimi, so stari preko 100 let. Ja, močno dotrajani in dejansko potrebujemo nove. Pomembna razlika od zdajšnje obravnave oziroma možnosti obravnave bolnikov z infekcijskimi boleznimi, in to se je pokazalo v COVID-u, je pa to, da seveda ta program ni imel svoje intenzivne. Zato je bilo v času, ko je bilo potrebno COVID bolnike seliti v intenzivne, seveda so ti zasedali prostor v centralni intenzivni enoti Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, kar pa je krnilo izvajanje rednih programov. In v bodoče seveda s tem projektom se bomo lahko izognili, bom rekel, temu ozkemu grlu, ki pri tem nastane. Projekt je vreden 55 milijonov evrov in 40 milijonov evrov se zagotavlja iz evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Hkrati pa se seveda sanira tudi hladilne sisteme stavbe medicinsko-funkcionalnega trakta, tako imenovanega trakta MTF. Ta projekt bo seveda izboljšal bivalne pogoje vsem bolnikom, izboljšal pogoje dela zaposlenim in hkrati seveda ob energetski učinkovitosti zmanjšal stroške delovanja kliničnega centra. Projekt je ocenjen na 3 milijone evrov. Prva faza je bila že izvedena v jeseni 2021, druga faza, tako imenovana posodobitev hladilnega sistema, pa se bo zgodila v letošnjem letu. Seveda pa to ni vse. Pomembno ali pa najpomembneje pri vsem, kar se dogaja v zgradbah, predvsem v javnih zgradbah, da ne rečem celo na prvem mestu v zgradbah, kjer se izvajajo zdravstveni programi, pa varnost. Varnost bolnikov, ko prihajajo v te prostore, in pa varnost zaposlenih. Zato je tukaj potrebno izpostaviti, da ta trenutek se zaključuje požarna sanacija glavne stavbe Univerzitetnega kliničnega centra, kjer se umešča novo požarno dvigalo. Ta trenutek poteka pridobivanje uporabnega dovoljenja, tako da praviloma v aprilu pričakujemo zaključek in seveda začetek polnega delovanja. Ta projekt bo vreden na koncu cirka 6 milijonov evrov in pol. Danes sem se sestal tudi z vodstvom Zdravstvenega doma Maribor. Tudi Zdravstveni dom Maribor ima vso podlago, da se prijavi na razpis za financiranje projektov na primarnem nivoju, ki jih ravno tako omogoča zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v obdobju 2021 do 2031 in za katerega je že objavljen razpis bil v zadnjem mesecu strani Ministrstva za zdravje. V Zdravstvenem domu so seveda povedali, da imajo pomemben projekt, ocenjen na približno 9 milijonov evrov za obnovo prostorov Mariborčanam bolje poznanega kot prostori Magdalene. In ti prostori so bili oziroma so po besedah direktorja Zdravstvenega doma Maribor vključeni oziroma kandidirajo na tem razpisu, tako da jaz verjamem, da je vloga popolna in da bomo seveda strani Ministrstva za zdravje lahko tukaj prispevali in pomagali, da tudi na primarnem nivoju Zdravstveni dom Maribor v čim krajšem času dobi ustrezne prostore. Kar se pa tiče ostalega, je zelo pomembno, da stojimo, jaz verjamem, da na bodoče imenovanem kampusu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in Medicinske fakultete Maribor. Namreč ta dva subjekta sta ključna za razvoj zdravstvene dejavnosti v severovzhodnem delu Slovenije in z nami je bil tudi dekan Medicinske fakultete, s katerim se dogovarjamo, kajti tudi njim zakon omogoča pridobitev sredstev za širitev prostorov ob prepotrebnem povečevanju programov, ki jih Medicinska fakulteta izvaja. Kot veste, je
lansko leto prvič vpisala program stomatologije. Povečali so se programi na področju medicine in z tega vidika je seveda medicinska fakulteta ratuje vse manjša oziroma premajhna za ustrezno izvajanje vseh potrebnih nalog. Hkrati pa seveda medicinska fakulteta ambiciozno gleda naprej in tudi pripravlja vse potrebno za kandidaturo na programu farmacije. Tako da jaz verjamem, da tudi na tem delu medicinska fakulteta ustrezno opravi vse potrebne formalne postopke in v letošnjem letu pridobi tudi ta program in morda že v jeseni razpiše prvič te programe. Izredno me veseli, da se Univerzitetni klinični center Maribor kot največji center zdravstva v severovzhodni Sloveniji modernizira. Vsi ti projekti, ki sem jih naštel, so potrebni in dobrodošli, saj prispevajo k izboljševanju že tako dobrega slovenskega zdravstva. Vsi verjamemo, da je v prvi vrsti naše zdravstvo dobro in dobro zaradi kakovostnega, visoko usposobljenega zdravstvenega kadra. Vendar to ni dovolj. Ta zdravstven kader, kolikor nima ustreznih delovnih pogojev, ne more upravljati svojega poslanstva. In če hočemo, da imamo zadovoljne zdravstvene delavce, ki lahko upravljajo svoje poslanstvo, potem moramo razvijati tudi infrastrukturo, moramo zagotoviti ustrezno opremo in modernizacijo naših prostorov. Na ta način seveda verjamem, da to bo v korist bolnikov na prvem mestu, po drugi strani pa tudi v korist in zadovoljstvo vseh zaposlenih v zdravstvu, kajti na drugem mestu po razlogih za odhod iz slovenskega zdravstva so, oziroma na prvem, se opravičujem, so neustrezni delovni pogoji. Kakorkoli, investicije, ki so nujno potrebne, na ta način bomo zagotavljali v bodoče kakovostno, varno in pravočasno zdravstveno oskrbo vsem Slovenkam in Slovencem. To je naš cilj, to je naša zaveza. Najlepša hvala. Vkolikor še morda kakšno vprašanje za gospoda ministra ali gospoda direktorja, prosim, na današnjo temo. Onkološkimi bolniki v času gradnje bodo sprejeti tudi v Mariboru, bodo Priprave na izgradnjo onkologije potekajo dalj časa. Res, da ideja o nadgradnji onkologije in širitvi ni prav dolgo od tega, ko smo začeli, ampak cilji so natančno določeni. Ravno smo bili v stavbi onkološkega oddelka, se pogovarjali s predstojnico. Delo, zato je pa ta izgradnja in nadgradnja tega oddelka tako posebna in tako težavna, delo mora potekati nemoteno. Morda izostanek dan, dva zaradi kakih vibracij, morda kakih nepredvidljivih dogodkov, ampak delo bo potekalo normalno dalje in zelo se veselimo trenutku, ko bo to delo, o čemer govorimo danes, se lahko razširilo na bistveno večje kapacitete, kot so sedaj. Gospodom ministrom sta omenjala različne številke, vi ste omenili 2023 končanje, gospod minister 2024 začetek dela 2025. Plan je taki, seveda so možni zamiki levo, desno. Tam nekje do konca 2023, 2024, to je naša želja, lahko se pri razpisih ali karkoli stvari zavlečejo. Sicer tam začetku 2024, ampak zgolj gradbeno-obrtniška dela, potem začnemo z intenzivnim opremljanjem oddelka in tam, kot je gospod minister rekel, okoli 25, začetek 26 je vse dokončano. Istih terminih govorimo. Lahko mogoče malo pojasnite, kaj točno se bo zgodilo, pa kje? Trije segmenti so. Eno je delček nadgradnje, velik segment je nadgradnja obstoječega objekta za 3, pa še nekaj 3,5 etaže
In tretji pomemben, gradi se en stolpič za funkcionalno diagnostiko, ki bo povezan z onkološkim oddelkom. Skratka, to je pa ena posebna gradnja, kot je minister rekel, to še je 8000 kvadratov dodatnih prostorov. To bo vse umeščeno, nadgradnja nad sedanjo, stolpič bo stal tam, kjer je približno zdaj ta objekt Dora in vse to se obnovi. Izdelani so natančni načrti, mi imamo vse pripravljeno in veselimo se začetka del. Mogoče se samo, gospod minister, vi ste prej pogledali te stavbe. To se bo rušilo tudi? Bo ta kampus ali kje je mišljen kampus za Hvala za vprašanje. Seveda gre za širše območje Univerzitetnega kliničnega centra medicinske fakultete in cilj je, da se seveda na dolgi rok to zemljišče oziroma te površine združijo. To je vse, kar povem in taka je pač vizija in najbolj logična koraki, za katerimi vsi skupaj, zato da se prostor kot tak, kot celota namen dejavnosti tudi prizadevamo. Minister, jaz se moram dotakniti še druge aktualne teme vojne oziroma bolj kalijevega jodida. Morda opozorilo ljudem, sporočilo, je lahko nevaren, je to nek novi ivermektin, ki pač lahko, če ne vemo, kako ga jemati, poslabša stanje, kakšne so zaloge, nekaj informacij. Ja, hvala. V teh seveda vezano na situaciji v Ukrajini vprašanje. Dejstvo je, da seveda so kalijev jodid seveda tablete, ki se vzamejo v primeru jedrske nesreče in še to se namenijo mlajšim od 40 let. Raziskave pač kažejo in Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da so tablete kalijevega jodida rezervirane za mlajše od 40 let, kajti po 40. letu je prikritih bolezni ščitnice toliko, da bi seveda tako prejemanje zdravila, gre za enkratno prejetje zdravila, seveda lahko povzročilo številna ali oziroma bi imelo več stranskih učinkov in pa zapletov kot pa samih koristi. Dejstvo je, da tablete kalijevega jodida ničesar ne ščitijo in ne zdravijo kot take in se jih kot profilaktično oziroma zaščito naprej ne jemlje. Če bi slučajno prišlo do eventualne potrebe potem, da se seveda prebivalcem Slovenije, mlajšim od 40 let, razdelijo tablete kalijevega jodida, se te tablete vzamejo na jasen poziv, to govorimo o časovnici, se pravi na jasen termin, kdaj se ta doza zdravil vzame in to praviloma izda avtoriteta na področju zdravstva, praviloma zdravstveni minister. Se pravi, če bi prišlo do tega, bo zdravstveni minister preko javnih občil jasno povedal prebivalcem Slovenije, kdaj so ta zdravila jih je potrebno zaužiti. Dejstvo je, da ta zdravila je potrebno zaužiti, oziroma kalijev jodid približno uro ali nekaj več pred samo izpostavitvijo radioaktivnemu sevanju in to ščiti potem seveda nekaj ur. In seveda pomembno sporočilo je, preventivno jemanje tega ne ščiti, to samo po sebi praviloma ni zdravilo in nadejamo se, da seveda prejemanje brez jasnih strokovnih usmeritev, ki pa so zgolj te, ki sem jih opisal, seveda terja ali pa bi povzročilo prej več zapletov in pa poslabšanj zdravja ljudeh, kot pa seveda to, da ga ne vzamemo. Tako da je treba slediti tukaj priporočilom stroke. Upam, da sem odgovoril še to. Po ocenah, ki jih imamo, je zdravila za mlajše od 40 let v Sloveniji dovolj. Hvala tudi vam. Lep dan. Ni več vprašanj. Hvala lepa.